Kres je razstava oziroma projekt, ki je zdaj že drugič v fizični obliki v Osmozi. Je projekt, ki predstavlja nek razpon slovenske mlade digitalne umetnosti. In projekt se je začel kot kolaboracija mene in Sare Bezovšek. Zasnovala sva ga 2 leti nazaj kot v resnici spletno razstavo. In ta spletna razstava se nekako inicirala v kontekstu tega, da sva čutila, da je neka tendenca oziroma da je nek problem na slovenski umetniški sceni v prepoznavanju oziroma kanoniziranju slovenske digitalne umetnosti. Potem sva s Saro debatirala o tej temi in sva ugotovila, da bi bilo mogoče fajn, če prijavimo en koncept na Urang Bienale, ki je festival internetnih umetnosti, mednarodni festival internetnih umetnosti. In tako sva kurirala prvo razstavo Kres. Zbrala sva 10 umetnikov, večina je tudi predstavljenih na sedanji razstavi. In vsak umetnik je na spletnem mestu kres.digital dobil neke vrste svojo spletno stran in lahko predstavil svojo digitalno prisotnost. Neke vrste se pa je ta razstava ukvarjala tudi z nekim misticizmom oziroma z digitalno kulturo spletnih umetnosti, v smislu, da smo iskali umetnike, ki niso samo digitalni po primarnem mediju, ampak tudi iščejo nekaj nenapisanega, nekaj bolj metafizičnega v svoji digitalnem ustvarjanju. Potem kasneje smo se združili z projektom Atol in koncipirali to razstavo v tej obliki, kot je sedaj. Lani je bila prvič in povabili smo, Saro sva tudi povabila kuratorko Laro Mejač, da sokurira ta projekt. Torej, tokratna edicija Kresa ima prvič neko močnejše tematsko izhodišče. V preteklih edicijah je šlo bolj za nek pregled digitalne scene, mlajših umetnikov. Zdaj v tej novi ediciji smo pa razmišljali, kako v bistvu spet na nek način povezati posamezne umetnike, posamezna dela in se odločili, da bo razstava tudi bolj tematsko zasnovana, bolj kurirana. Ker se Kres vedno nekako ukvarja oziroma nanaša na datume, na katere razstavo odpremo, smo se tokrat odločili, da se odpre na predvečer praznika dela, ko v Sloveniji tradicionalno gorijo kresovi, kar se je pač lepo povezovalo tudi s temami, katere smo hoteli raziskovati skozi umetniška dela. In sicer smo umetnike povabili, večinoma so pristopili z novimi deli in sicer skozi neke razmisleke o preteklosti, o preteklih ritualih, o nekih simbolikah iz tradicije, si nekako na novo zamišljali prihodnost, razmišljali o kolektivnosti, o povezovanju, o nekih vrednotah, ki se mogoče danes zdijo že izgubljene. Umetnikom smo letos dali nalogo, da so v bistvu iz začetka, iz nule naredili nova dela. Glavno nam je bilo, da se navezujejo na samo temo Kresa in pa da so dela interaktivna. Torej, da ko obiskovalec z miško vklopi delo, da se začne ali zdaj nekaj predvajati ali pa je video igra. Večina jih je naredila nova, odlična interaktivna dela, igre, spletne strani, video dela, ki jih opremlja glasba, teksti, tako zelo širok nabor interaktivnih praks. Umetnike smo zbrali čist intuitivno, ker se tudi med sabo veliko poznamo. Spraševali smo tudi druge umetnike, kdo bi bil pravilen za v bistvu ta naš izbor. Ker ni zdaj, mislim, še vedno je Slovenija, nimamo ogromno mladih artistov, ki delajo prav to specifično, kar mi iščemo. Tako da so se že tudi zdaj skozi 3 leta, ko je to zdaj 3. edicija, se je že veliko umetnikov zamenjalo. Tako da imamo v bistvu nek lep nabor intermedijskih umetnikov na tem področju. Ta postavitev na razstavi Kres je sestavljena iz 10 zaslonov in 10 računalnikov. Vsak umetnik dobi neko vertikalno postavitev zaslona. Ideja je, da
zaradi tega, da je pač interakcija nekako demokratizirana, celo mogoče malo skrita, preden prideš do umetniškega dela. Obiskovalec pride v prostor in dobi vsak svojo miško, zato miško pride do umetniškega dela oziroma ga zaslona, katerega primarno še ne ve, katero je katero, in vklopi miško v naš vmesnik in se mu prikaže umetniško delo. Tako je neke vrste obiskovalec prisiljen, da z interakcijo z miško, ki je znana vsakemu in nima tudi problemov z raznimi nekimi gamerskimi kontrolerji, ki mogoče starejšim generacijam niso tako blizu, ampak se mi zdi, da pač vsak pozna uporabljati miško. In ko vklopi noter miško, se izklopi screensaver, ki jih je naredila Sara. Ko se izklopi screensaver, se prikaže umetniško delo. Sicer pa ob vstopu v galerijo pa imamo tudi en horizontalni zaslon. Na tem zaslonu pa je predstavljen spletni katalog, ki služi tudi kot spletna stran oziroma arhiv projekta. Ljudje oziroma obiskovalci pa lahko preberejo opise oziroma pogledajo koncepte vseh umetniških del na tem katalogu. Ja, ta ekran je v bistvu informacijsko središče, deluje kot nek hub, ki v bistvu vsebuje opise vseh del in biografije avtorjev. V bistvu deluje kot nek dodaten zemljevid, ki je točno postavljen kot tudi ekrani v ozadju. In ko kliknemo na eno delo, nas vrže na opis dela in bio in si lahko v bistvu dodatno preberemo o delih, ki so mogoče malo bolj kompleksna in v bistvu je dobro, da imamo neko mesto, kjer lahko dodatno si preberemo o delih. Spletna stran vsebuje tudi kuratorski tekst, ki ga je napisala Lara, ki pa govori bolj v bistvu detajle o samem konceptu razstave. Spletna stran tudi vsebuje en kolaž, delo, interaktiven kolaž, ki smo ga uporabljali za plakat. Vseh teh 10 zaslonov ima pa tudi svoje ohranjevalnike zaslona, ki vsi skupaj predstavljajo eno veliko vizualijo. Ta vizualija se pa navezuje na letošnjo temo Kresa, in sicer je sestavljena iz samega kresa, ognja, travnika, ki predstavlja pomlad, in pa nageljnov, ki predstavljajo 1. maj. Dela so zelo raznolika. Zelo veliko umetnikov je na nek način vzel neke pretekle rituale oziroma mogoče tudi neke objekte, neke simbole. Tak primer je delo Čeleste Sanje in pa Jureta Suliča. Ona dva sta se v bistvu ukvarjala z objekti, ki so v preteklosti imela neko produkcijsko vrednost. Torej, to so večinoma neki objekti, ki so jih ljudje uporabljali za kmetovanje, za poljedelstvo, v bistvu v nekih ruralnih okoljih. In ona dva te objekte v bistvu postavita na neko oltarno mesto. Torej, projekti, ki nam ne služijo več, jim data neko ritualen objekt, ki pa v bistvu znotraj tega nekega simbolnega imaginarija nam predstavlja neke vrednote, ki so mogoče bile bolj v ospredju v preteklosti. S tem, da v bistvu predmete spreminjata njihovo namembnost, njihovo funkcijo, se v bistvu ozirata nazaj v neke pretekle rituale in tradicije. Podobno se s tem ukvarja tudi Vid Koprivšek. Sicer ne gre v daljno preteklost, ampak v bistvu v obdobje med tranzicijo. In sicer ga zanima, kako so se povezovale neke zgodnje internetne skupnosti. Kaj so bili v bistvu neke načini interakcije, torej preko klepetalnic, preko tega, da so lahko uporabniki v več igralskih igrah puščali neke svoje vizualne odtise. Tako da on rekreira neko to okolje
ki igralcu, ki se sprehaja skozi to videoigro, deluje popolnoma zapuščeno. Ko igralec sreča oziroma naleti na neke te odtise iz preteklosti, se v bistvu na dveh ekranih prikažejo neki gliči oziroma neke skrite simbolike. In v bistvu se on prav tako ozira nazaj in uporablja preteklost, neke pretekle interakcije, preteklo delovanje na internetu kot neko spekulacijo oziroma ustvarja neko okolje, ki deluje popolnoma zapuščeno in v katerem ostajajo neki duhovi te zapuščine. Potem delo, ki se prav tako referira na neko zgodovino, je delo Luke Laurencija. On si je izbral spis esej Srečka Kosovela z naslovom Umetnostni proletarec, v katerem se v bistvu ukvarja z nekimi vrednotami in izzivi, s katerimi se je takrat soočal delavski razred. Gledalca v svojem izredno vizualnem bogatem okolju nekako dramaturško pelje po različnih kadrih, ki hkrati vsebujejo tudi dele tega eseja. V samem okolju pa lahko vidimo tudi neke tehnološke napredke, ki so v svojem času veljali za zelo napredne, v današnjem kontekstu pa mogoče tudi vzbujajo neko vprašanje, za koga je ta napredek, za kateri sloj družbe je bil in tudi kakšen pomen oziroma kakšen vpliv na okolje in na družbo je imel oziroma ima danes. Z referiranjem na Srečka Kosovela umetnik nekako želi obuditi neke vrednote oziroma neke razmisleke, ki so bili zelo relevantni v preteklosti in jih s tem, da jih na ta način umešča v samo okolje, v bistvu spet jim daje nek pomen, ki je izredno relevanten za današnje čase. Potem imamo skupino umetnikov, ki razmišljajo prav o simboliki kresa oziroma v nekih tradicijah in ritualih, ki si jih potem prilaščajo. Tukaj imamo na primer umetnika Neo Nora, ki se je prav zaradi izhodišča kresa spraševal o tem, zakaj so te neke veselice, neka vaška dogajanja, neka narodna zabavna glasba, zakaj je to tako izolirano v bistvu oziroma zakaj si jo je na nek način prisvojila desnica in kdo lahko v bistvu se sploh udeležuje nekih takih dogodkov. On potem prevzame to idejo Golice, torej Golica kot nek izredno močen nacionalni simbol, idejo torej druženja na Golici in jo obrne v neko queer perspektivo. Torej pri njemu je zelo pomembno, da si na nek način vzamemo neke zelo tradicionalne, zelo mogoče heteroseksualne dogodke in jih nekako prevzamemo za svoje. V igrici se igralec lahko sprehaja, spoznava neke karakterje, ki jih je v bistvu Neo Nor ustvaril in hkrati, ko raziskuje okolje, naleti tudi na neke reference iz pop kulture, neko simboliko, neke vizualije, ki v bistvu kažejo na to, da gre tukaj za nek drug svet oziroma za nek bolj vključujoč, bolj varen prostor. Naprimer, zelo direktno se na kres navezuje delo Neže Knez. Ona je v bistvu izhajala iz nekega pregovora na nek način, ki govori, da če ti na kresno noč ob polnoči v čevelj nevede pade praprotno seme, dobiš neke nadnaravne sposobnosti nevidnosti in pogovora z živalmi. Ona izhaja iz tega, spomne se v bistvu tega pregovora iz otroštva in že takrat je to vzbujalo neko domišljijo, si je zamišljala na nek način, kako bi bilo, če bi pač na nek način lahko komunicirali z živalmi. Tako da je bilo to potem izhodišče tudi za delo, ki ga je naredila tukaj na kresu. Gledalec v bistvu vstopi na jaso, v kateri okrog nageljna pač plešejo različne živali. Različne živali, za katere v bistvu smatramo tudi v raznih basnih, da so delavne.
oziroma da imajo nekatere vrednote. Se pa Neža v svojih delih zelo velikokrat ukvarja v bistvu z neko spekulacijo oziroma zamišljanjem sveta brez ljudi, oziroma kjer je v ospredju narava oziroma živali. Zato je bilo zanimivo se ozirati nazaj v neke te pregovore iz preteklosti, kjer se kaže ta povezanost z naravo, ki je mogoče nekdaj še bolj obstajala, sploh v nekih predelih. Potem v bistvu idejo kresa oziroma neko to vizualiziranje kresa je prisotno tudi v delu Mateja Mihevca. On si pa v bistvu izbral goreč sod kot neko spekulacijo prihodnosti oziroma kaj bi kres lahko pomenil danes oziroma nekje v neki mogoče postapokaliptični prihodnosti oziroma postapokaliptičnih scenarijih. Za delo Mateja Mihevca je namreč značilno, da z uporabo raznih oblikovalskih elementov gradi svetove in pri tem se precej referira na pop kulturo, na neke filmske prizore in v bistvu prizor gorečega soda je nekaj, kar se ves čas pojavlja tako v videoigrah kot v filmih in je bilo potem to njegovo izhodišče za to, da si je pač tukaj zamišljal neko novo obliko kresa, za katero zelo težko vemo, gre za prihodnost, sedanjost, mogoče tudi neke ostaline preteklosti. Potem pa imamo tudi neka dela, ki pa uporabijo korporativno estetiko, zato da pokažejo v bistvu neko današnjo preobremenjenost oziroma soočanje z nekakšnimi delovnimi pogoji. Tukaj lahko omenim delo Brina Žvana in Matija Šiftarja. Gre v bistvu za videoigro, ki te sprva prepričuje, da je neka nova programska oprema za predstavitve za podjetja. V zelo korporativnem tonu in jeziku te v bistvu prepričuje, da je to nekaj, kar bo pomagalo pri produktivnosti tvojih zaposlenih, ki jih bo izobrazilo na tem področju. Potem se pa v bistvu igralcu zelo hitro izkaže, da gre za neko birokratsko nočno moro oziroma vročične sanje, iz katerih moraš pobegniti. In sicer pobegneš lahko s trajektom le na način, da dobiš dovolj denarja, fizične moči in da oddelaš dovolj ur, kar se v bistvu izkaže za zelo težko nalogo. In onadva se ves čas ukvarjata v bistvu z nekim zelo korporativnim slogom, jezikom, ki te potem ujame v nek pekel, iz katerega pač kot igralec moraš pobegniti in se izkaže za zelo težavno nalogo. Podobno estetiko oziroma podoben vizualni jezik uporablja tudi Sara Kurnik, pri čemer se bolj ukvarja s lastno pozicijo, torej umetnice, ki dela različne projekte, ki ves čas lovi roke in pa v bistvu preoprašuje to, kaj si zamislimo kot neko popolno končano delo in kaj so potem realnosti, ki jih zmoremo znotraj danih pogojev. Gledalce povabi v svoje fiktivno računalniško namizje in jim dejansko ponudi, da ji pomagajo dokončati delo, da ji pomagajo oblikovati 3D modele, napisati e-maile, ampak zelo hitro se v bistvu izkaže, da smo v nekem loopu, iz katerega prav tako ne moremo pobegniti. Farah na nek način se distancira, torej ponudi svoje namizje in se želi distancirati od tega svojega dela oziroma procesa dela. Hkrati pa še vedno ostaja prisotna v manjših komentarjih, post-it listkih, tako da imaš v bistvu skozi igro ves čas neko komunikacijo tudi z umetnico. Potem pa so tudi dela, ki so razmišljala o tem, kako ustvariti okolja, ki mogoče v kontekstu te neke preobremenjenosti, dela, nedohajanja v bistvu življenja oziroma neke kaotičnosti, v kateri živimo, kako v bistvu ustvariti okolja, ki ti mogoče omogočijo nek eskapizem oziroma mogoče samo neko umiritev, da odložimo delo in se samo pač prepustimo delu. Tukaj lahko omenim delo Jake Juhanta, ki je raziskoval neko nostalgičnost po letih med 2010 in 2020, predvsem skozi glasbo.
in v bistvu naredil nek jukebox na nek način oziroma playlisto, preko katere, kjer si v bistvu gledalec lahko natakne slušalke in se nekako kar potopi v okolje, ki se zdi brezskrbno, ki se spominja na neke poletne festivale, EDM glasbe in tudi estetsko v bistvu nekako kot celota deluje zelo eskapistično in tukaj gledalca povabi v bistvu, da se potopi v to glasbo in nekako se spominja navidezno boljših časov. Potem je pa še eno delo Betty Frim, ki pa si je prav tako v bistvu izhajala iz te neke preobremenjenosti dela in pa tudi prenasičenosti interneta, informacij, ki jih ves čas dobivamo, in si nekako zamislila spletni dom za upokojence oziroma za upokojenke, predvsem njene generacije. Torej, kam se lahko zatečejo ljudje, za katere je internet postal v bistvu res preveč kaotičen, preobsegajoč. Torej, kaj bi bila alternativa recimo nekemu temu prenasičenosti informacij, nekemu algoritmičnemu načinu podajanja informacij. Dom za ostarele si zamišlja v bistvu kot votlo drevo, v katerem so različne sobe, ki ti potem pokažejo neke spletne vsebine, ki so skrbno kurirane. Torej, tukaj ne gre, da ti jih pač dobavljajo neki algoritmi. Obstaja tudi neka spletna klepetalnica, tako da celoten projekt deluje v bistvu kot neko zatočišče, hkrati pa tudi možnost, da se povezujejo, da se v bistvu neka spletna skupnost povezuje. In to izhaja iz teorije temnega gozda, ki v bistvu govori o tem, da je internet postal prenasičen in se zdaj opaža velik porast v nekih spletnih skupnostih, ki so zelo izolirane in se v bistvu išče nek svoj prostor v vsej poplavi informacij, ki jo dobivamo.